Lepo pozdravljeni na javni predstavitvi projekta Novi kino za Ljubljano. Hvala, da ste prišli v takšnem številu. Jaz bi se najprej rad iskreno opravičil predvsem tistim, ki ste bili malo prezgodnji, namreč zaradi logističnih zapletov pri prevozu kopija v Ljubljano se je festival včeraj odločil, da bo v tem terminu predvajan drug, nič manj impresiven film, Bogdanovićeva zadnja kino predstava, ki pa ima nekoliko daljšo minutažo, tako da res hvala za razumevanje in potrpežljivost. Še preden bomo z našim omizjem bolj konkretno pa tehtno spregovorili o samem projektu, bom jaz predal besedo Vari Močnik, ki je programska vodja Slovenske kinoteke in selektorica tematske retrospektive Film gre v kino. Nam se je zdela to taka odlična priložnost, da ob tem spregovorimo tudi zaradi nekih vsebinskih, rečemo temu ujemanj, tudi v projektu Novi kino za Ljubljano. Tako da, najprej Varja, izvoli. Dober dan, hvala Bor. Jaz bi se najprej tudi v imenu Slovenske kinoteke vsem tistim, ki ste bili zdajle v kinu, opravičila, da smo zamenjali film, namreč film, ki naj bi bil na sporedu, ni prišel pravočasno v Ljubljano, ampak bi vas tudi povabila, da v nedeljo 13. Pridete v kinoteko film pogledati, ker takrat pa film zanesljivo na sporedu bo, tako da vljudno vabljeni. Jaz sem hotela najprej, sicer na kratko, začeti govoriti o tem, kako pomembna je bila desetletja kultura obiskovanja kinov. Desetletja so ljudje v kino hodili kot na poseben dogodek, kot na ljubezenski zmenek, kot na učno uro o preteklosti, o drugih kulturnih okoljih, o zgodovini in tako naprej. Film ni bil samo urbana kultura, ampak je urbano ponesel tudi v predmestja in na podeželje. Ljudje so hodili v kino tako v skupinah, kot v parih ali pa posamezno. Skratka, kino je bil pomembno okolje za zelo raznovrstne razmisleke, za zelo raznovrstna druženja in kino ali pa obiskovanje kina je oblikovalo marsikatero znano ali pa seveda tudi neznano osebnost. In v poklon tej kulturi, ki morda današnji precej izginja, smo pripravili z Ljubljanskim filmskim festivalom retrospektivo Film gre v kino. Namreč tam nekje v 80. letih se je pojavil VHS, kot se nekateri še spomnimo, in že takrat je drastično upadel ogled filma, obiskovanje kinov. Kine smo potem bolj ali manj še vedno obiskovali, a ne, zelo je nihalo to, mogoče se je malo pojačal spet obisk kinov, pa spet malo zmanjšal in s temi raznimi sodobnimi pristopi do ogleda filmov, ki jih gledamo lahko na telefonu ali doma, se je seveda obiskovanje kinov zelo razredčilo, predvsem pa ni več del nekega vsakdana ljudi. Ena od teh stvari, ki so mogoče pripomogle k temu, ne toliko v Ljubljani, ampak v zahodnem svetu pa zanesljivo so tudi cene vstopnic, ki so zdaj v zahodnem svetu tako nenormalno drage, pa tudi že od 80. let naprej, kajti kino je bil vedno tudi dostopen vsem slojem, vsem družbenim slojem družbe. In tako se mi zdi zelo pomemben del retrospektive, ki vključuje seveda velike klasike iz zgodovine filma, tudi zdajšnja predstavitev projekta Novi kino za Ljubljano in pa tudi razstava, ki si jo lahko ogledate v galeriji Kinodvora. Zakaj je to pomembno? Zato, da snujemo za naprej zanesljivo, ampak tudi zato, da se ustvari neko razmišljanje o tem, da v kino radi hodimo, da se ustvari nek dialog o tem. Mislim, da je Ljubljana kar en unikum pri tem, kako v bistvu obiskovanje kinov vseeno ostaja nek del vsakdana Ljubljančanov. To vidimo predvsem tukaj v Kinodvoru, v kinih na periferiji tega ni. Tam je vseeno ogled filma nek nakup enega produkta, pa zraven v bistvu mislim, da niti ne toliko druženje mladih, kot
neka izreden dogodek v življenju mladih. Zdaj bi samo še na kratko, ne bom šla po filmih retrospektive, prej sem rekla, da so na sporedu velike klasike iz raznih časov. Rada bi vas povabila tudi recimo že v soboto ob 5. bo na sporedu film tako za otroke, starejše, odrasle in najstarejše, namreč Sherlock Junior, Bustra Keatona, kjer Buster Keaton ne samo, da izumlja nove načine filmske govorice, ampak izumlja tudi eno samo svojo realnost. To bo zelo fin, zanimiv in film poln Keatonovskih vratolomščin. Drugače pa si seveda v katalogu Ljubljanskega filmskega festivala, pa v njihovem urniku, pa tudi v našem kinotečniku, ki ima tako lepo naslovnico tudi iz retrospektive, film gre v kino, pogledate natančen spored. To so filmi, ki jih najverjetneje poznate, ki bi jih morda videli še enkrat ali jih pa še niste pogledali. Najbrž poznate naslov Moje male ljubice, žona Ustaša, pa zadnja kino predstava, ki se je pravkar odvrtela, bo tudi še enkrat na sporedu v Kinoteki Petra Bogdanovića, potem Kino Paradiž, Nuovo Cinema Paradiso Giuseppe Tornatoreja, ki ga že dolgo nismo imeli priložnosti gledati. Skratka, poglejte program, vljudno vabljeni, da skupaj oživljamo v trenutku kulturo obiskovanja filma. Hvala Ljubljanskemu filmskemu festivalu, da lahko skupaj sodelujemo, pa hvala tudi Kinodvoru, da smo to pripravili. In predajam naprej besedo Boru. Hvala. Varja, najlepše hvala. Zdaj pa preden gremo konkretno na sam projekt z našim omizjem, bi jaz še dve stvari omenil. Namreč, kar se nas tiče, bo to delo iz čiste ljubezni, razmišljali smo o pomenu, vlogi sodobnih kin, njihovi prihodnosti, predvsem smo se pa navduševali ob vizijah študentov, arhitektov, ki so kakorkoli obrnili, upam, da se boste strinjali, osrednji protagonisti tega dogajanja. Razstava bo na ogled do 2. decembra. Študentje so tudi med nami, tako da bojo po mojem z veseljem potešili vašo radovednost na samem ogledu, imeli boste pa tudi priložnost postavljati vprašanja našemu omizju. To pa so gospod Aleksander Sašo Ostan, gospa Meta Hočevar, profesor Aleš Vodopivec, ki je nosilc predmeta, pri katerem so ustvarjali študentje, in naša direktorica Nina Peček-Grilc, ki na tej točki kar predajam besedo. Nina, izvoli. Hvala, Bor. Hvala, Varja. Jaz bom Varjine misli pravzaprav se mi zdi kar nadaljevala, ampak še prej naj vas pozdravim seveda v imenu celotne ekipe Kinodvora, pa tudi v imenu Simona Popka, direktorja Filmskega festivala Ljubljanskega, ki je žal trenutno zaseden, ampak vas vse lepo pozdravlja in se veseli tega dogodka z nami. Varja je povedala oziroma nas je v bistvu ponesla v zgodovino kina in nam preklicala v spomin, pa tudi pred oči, v bistvu eno predstavo o kinu kot živem, živahnem, družabnem in kulturnem prostoru nekoč. In pravzaprav je bila ta vizija oziroma misel tisto, na kar sva midva s Kunom, Kun Vandale je pomočnik moj v Kinodvoru, je pa tudi programski vodja Kinodvora, in ko sva pravzaprav začela snovati idejo mestnega kina, sva mislila ravno na to, da je kino prostor, kjer se dogaja veliko, predvsem pa, da sta v kinu dva pomembna stebra, to je film in gledalec. In pravzaprav poti med njima, mostovi med njima in vse tisto, kar pač oživi med filmom in gledalcem, je tisto, kar mi počnemo, in to smo počeli zadnjih 8 let. In zato je ta današnji dogodek, torej bom rekla ideja oziroma projekt študentov Fakultete za arhitekturo, ki so pod mentorstvom profesorja dr. Aleša Vodopivca razvijali idejo za novi kino v Ljubljani, na nek način potrditev našega početja, odkar delujemo kot mestni kino, zato ker je pravzaprav naše delovanje
spodbujanje zavesti o tem, da je mestni kino kreativen prostor, družaben, družbeni, kulturni prostor, torej prostor, kjer velja početi ne samo ogled filma, ampak še mnogo drugih stvari. Seveda gre z roko v roki s tem tudi retrospektiva, film gre v kino in ta vizija takšnega kina se potrjuje kot uspešna, bom rekla, tudi skozi naše rezultate. Če je Mestna občina Ljubljana v začetku ustanovitve tega javnega zavoda predvidela oziroma pričakovala 50.000 gledalcev, jih je Kinodvor lani imel skoraj 130.000, to so seveda vsi tisti, ki so v dvorani, imamo pa še ogromno ljudi, ki pride v kino bodisi na razstavo, bodisi v kavarno, na pogovore, bodisi v knjigarno. Skratka, zanimanje za kakovosten in za zahtevnejši film zagotovo raste. Jaz bi povedala, da nam seveda godi, če nekateri to imenujejo zgodba o uspehu, ampak mislim, da je veliko bolj pomembno kot to, pravzaprav razumeti kontekst naše kulturne zgodovine mesta, tudi o tem, oziroma tudi na to nas je Varja opomnila na začetku. Namreč po podatkih stroke se je s tem, ko so mestna kina zapustila Ljubljano, torej so se zaprla in se je na ta način seveda tudi osiromašila filmska ponudba v naši prestolnici, je mesto izgubilo približno 500.000 gledalcev, ki se niso nikoli več v kino vrnili. In to je zagotovo kontekst, v okviru katerega je treba razumeti, oziroma je treba tudi pojasnjevati naš, bom rekla, uspeh, če lahko tako rečem, oziroma rezultate. Dejstvo je tudi, da je Kinodvor danes s svojimi 220 sedeži, 200 jih imamo v veliki dvorani, 20 jih imamo v mali dvorani, če ji pač lahko tako rečemo, čeprav nekateri pravijo, da je vendarle premajhna, vsaj kar se platna tiče, ampak mi smo pravzaprav edini kino, ki deluje kot, torej, ki ponuja kontinuiran dostop do sodobne kinematografije, do pač kakovostnih vsebin in sicer 365 dni na leto in predstavlja praktično vsak dan tudi do 8 različnih filmov. Zdaj, ti rezultati oziroma ta, bom rekla, potešitev in pa celo nadgradnja pričakovanj glede mestnega kina je seveda pripeljala do tega, da smo skupaj z Mestno občino Ljubljana, ki je ustanovitelj tega zavoda, začeli razvijati načrt za mestni miniplex, torej dejansko za kino z več dvoranami, kajti to je v sodobnem trendu tisto, kar pravzaprav kino, ki želi ponujati raznolik program, ki želi zadovoljevati različne okuse, predvsem pa nagovarjati različna občinstva, tisto, kar kinematograf v smislu prostora potrebuje. Ta ideja, ki je trenutno živa in dejanska, je ideja o novem mestnem miniplexu v podhodu Ajdovščina in jo, torej kot rečeno, razvijamo skupaj z Mestno občino. Ta prostor, ki naj bi obsegal torej še dodatne 4 dvorane in pa eno večnamensko, je pravzaprav uresničenje oziroma, bom rekla, zadovoljitev šele vseh tistih pogojev, ki jih potrebujemo za to, da lahko takšen program, torej čim bolj raznolik filmski program in pa čim več občinstev nagovarjamo v našem miniplexu oziroma v našem konceptu, bom rekla, ali pa viziji mestnega kina. Je pa tudi res seveda, da je to, da
Poleg te ideje, če se vrnem zdaj na začetek, se porajajo različne ideje in jaz mislim, da je, tako kot sem na začetku poudarila, naša želja, naš cilj in naša ideja, da se o potrebi oziroma o zamislih, idejah in pa o prihodnosti kina govori, da se to prevprašuje, da se seveda išče odgovore, argumente, da se skozi dejavnosti različne seveda tudi pokaže, ali je temu tako in na tem pač mi tudi seveda naprej vztrajamo. Ob 90-letnici tega prostora, Kinodvor, tale Kinodvor na Kolodvorski ulici je pravzaprav edini prostor, ki je že od svojega začetka, od leta 1923 kino, je bil temu namenjen takoj ob začetku in opravlja to svojo vlogo ves čas, seveda vmes s kakšno pavzo, ampak je šel skozi vse oblike in funkcije kinematografa, torej od nemega do zvočnega do danes digitalnega in je pravzaprav leto kina, tako kot smo imenovali to praznovanje naše obletnice, odprlo ključno vprašanje, kakšna je prihodnost kinematografov. Ali je prihodnost, ali je gledanje filma v kinu ali pa kinematograf še vedno tudi relevanten za gledalca danes in v prihodnosti. Skratka, to je vprašanje, ki si ga zastavljamo ves čas in nam ga tudi, verjamem, odgovarjamo. Zdaj, mogoče na tej točki bi se pa obrnila spet k temu dogodku tukaj. Rada bi se iskreno v imenu seveda predvsem Kinodvora, ampak verjamem, da tudi mnogih naših obiskovalcev Mestne občine Ljubljana in seveda širšega kroga filmskega zahvalila študentom in pa seveda vsem našim gostom današnjim za ta projekt. To so torej 3 ideje. To ni ideja, ki sem jo prej pojasnjevala, torej ideja Minipleksa v podhodu Ajdovščina ima svojo pot in upam, da realno. Tukaj gre za 3 druge lokacije, vsekakor verjamem, da ko jih boste videli oziroma ko si bomo ogledali razstavo, če stojijo, potem jih mi kupimo. Taka je moja želja, sanje in odločitev. In seveda bi se pridružila Boru, torej njegovi misli, zato, da je vizija mlade generacije o tem, kakšen je lahko kino v prihodnosti in kaj ta prostor v prihodnosti pomeni, da so to pravzaprav krila, na katerih svojo vizijo in svojo strategijo mestnega kina pravzaprav razvijamo tudi mi. Tako da mogoče na tej točki bi jaz raje predala besedo seveda tudi strokovnjakom. Hvala lepa. Jaz bi rad poudaril mogoče za začetek, da ne bi bilo nesporazuma. To, kar smo mi delali na fakulteti, je pravzaprav iniciativa prišla od nas samih. To ni bilo naročilo ali pa dogovor z Kinodvorom, kar mislim, da toliko bolj potrjuje to misel, da pravzaprav čutimo vsi, da smo pravzaprav z izgradnjo Koloseja nekaj v mestu izgubili. Jaz sodim tudi v to generacijo, ki je razumela kino pravzaprav kot del kulture in umetnosti. In kot rečeno, mene na nek način ob vsem urejanju mesta me boli vsakič znova, ko opažam pa, da pravzaprav kulturo, pa tudi univerzo, pač ker prihajam z fakultete, izrivamo iz mesta. To se pravi, mesto se komercializira tako v javnem prostoru kot v parterju. In ena velikih izgub je bila seveda to, kar je bilo že uvodoma danes omenjeno, to zaprtje kinodvoran v mestu. Za vse tiste, ki smo pač, ali pa še danes razumemo mesto, kot pravim, kot del kulture, ne pa zabave. No in zato se je ta potreba pri nas pojavila kot ena izmed, ali pa meni se je zdela ena izmed aktualnih nalog, ki bi jo morali obdelovati študenti.
In šele potem, ko smo že izbrali sami 3 lokacije, ki so se nam zdele primerne, to moram tudi povedati, ene lokacije so manjše, ene večje, zato ker pri nas ta predmet, mi imenujemo to projektiranje ali pa seminar, je pravzaprav en vertikalen študijo, ker delajo študenti od drugega letnika do teh, ki zaključujejo študij in zato morajo biti ene lokacije manjše, bolj enostavne. No, in zato smo zbrali 3 različne, tudi po teh stopnjah teže. Ampak hočem reči, da preden smo začeli to, ali pa na začetku, ko smo začeli to nalogo obdelovati, smo se seveda vprašali, kako priti do enega ustreznega programa. In seveda tako je bila jasna pot do Kinodvora in slišati mnenje ljudi, ki se ukvarjajo s tem zelo uspešno teh 8 let, moram reči, moj globok poklon temu, kar se dogaja v tej hiši. Smo videli že na prvem sestanku, da gre pravzaprav za oboje stranski interes. Takrat smo mi prvič izvedeli, da tudi oni načrtujejo eno izgradnjo minipleksa, jaz sicer teh izrazov tu jih nimam prav rad, ker spet me preveč spominjajo na Kolosej, no, kot da bi bila manjša izvedba Koloseja. No in takrat je pravzaprav se izkazalo, da ta oboje stranski interes lahko postane tudi eno bolj intenzivno sodelovanje, kar je pomenilo, da so predstavniki Kinodvora nam ponudili, da so pol tudi spremljali ta projekt, kar je bilo za nas tudi zelo dobrodošlo. Skratka, mi imamo neke umestne predstavitve, kritike ali kakorkoli to imenujete, projektov. No in takrat so oni vedno prihajali, nam povedali svoja mnenja, komentirali, to zelo nam konstruktiven in lahko rečem celo en tak prijateljski način, no, zelo dobrodošlo je bilo. Vse skupaj se nam je zdelo zelo uspešno sodelovanje. In kar bi rad poudaril tle še pri tej nalogi je, tudi zakaj smo jih mi kontaktirali. Kino 20. stoletja, to, kar smo mi v Ljubljani poznali in žal zaprli, so bile pravzaprav kinodvorane, kjer se je kupilo vstopnico, šlo na predstavo in po predstavi iz kina. S tem je bilo to zaključeno doživetje, ne. Te centri, mestni kini, ki se zdaj pojavljajo v svetu in kar poskuša Kinodvor tu realizirati, pa poka po vseh živih prostorsko, mislim, zato ker ta dvorana je bila vendarle narejena še po tem starem vzoru, da je to samo ena blagajna pred dverjem, pa se gre v dvorano in drugih prostorov ni. Pravzaprav tle manjka en dodaten program, ki je po mojem zelo bistven v sodobnem kinu. To se pravi, ne prostori, ki so namenjeni temu, kar zdaj mi počnemo, nekem razgovoru o filmih, v večjih, manjših skupinah, eni večji knjigarni, mogoče tudi knjižnici, v večji razstavni dvorani, tle je to improvizirano na hodniku, v večjem številu dvoran. Skratka, enkrat vidimo, da pravzaprav dvorana je samo en izmed elementov tega kina, ne, da rab taki mestni kino še bistveno več enih prostorov, ki so, kot pravim, za eno tako bolj celovito izkušnjo filma in pomena filmske kulture in umetnosti danes zelo, po moje, pomembni. In po moje prav Kinodvor s tem svojim uspehom v teh 8 letih in LIF, ne, kaže, da je ta interes je, ne, in enostavno so nam ga vzeli možnost doživeti na ta način, kot bi ga lahko, če bi imeli večje prostorske možnosti. No in tako smo mi to nalogo razumeli. Kot je bilo že povedano, te 3 lokacije, ki smo jih mi izbrali, so ta hip verjeten nerealne, ne, v smislu lastništva ali pa česarkoli, no. Tako da jih ne smete gledati kot realen projekt, ampak bolj kot neke vrste raziskavo, kaj bi lahko ena taka sodobna kulturna hiša bila vezana na, kot pravim, na film, na zgodbo filma, če hočete, na ustvarjanje filma, ne, ki ne bi bila vezana samo na dvorano. In v tem smislu, no, smo mi pravzaprav tudi pri tej nalogi na razstavi, ki boste videli, jaz se ne bi zdaj ukvarjal s projekti, ne. To so le ni fragmenti, veste, mi nismo mogli predstaviti celotnih projektov. Gre za 3 lokacije, na vsaki je bilo kar nekaj projektov narejenih, ne vem koliko je zdaj, ne 20 projektov, 25 verjetno, vsega skupaj. Tako da to je en izbor, bolj opozoriti, ne, pravzaprav kaj nam v Ljubljani manjka, kot je bilo že rečeno. Ampak morda bi sam toliko tudi, da boste razumeli to vlogo, zakaj tle 3 sedimo na koncu nekaj rekel, ne. Kot sem že omenil, mi to nalogo delamo skozi neke faze in imamo vmes neke predstavitve, kritike, razgovore in tako naprej. In v tem smislu smo mi povabili tudi oba arhitekta tu ob meni, ne, profesor Meto Hočevar, ki je bila dolgo leto profesorca na AGRFT-ju in se je v življenju pretežno ukvarjala z gledališčem, z režijo in z scenografijo, in Saša Ostan, ki velja pač za enega razmišljujočih in zelo pismenih in artikuliranih arhitektov, kar ni zelo
pogosto v Sloveniji. Tako da jaz se jima danes še javno zahvaljujem, tudi ona dva sta na te razgovore prihajala skupaj s kolegi pa prijatelji iz Kinodvora, tako da moja zahvala gre v obe smeri, tako da Kinodvoru. In jaz sem mogoče še kaj pozabil, sem pa še kaj spomnil, pa bi zdaj predal besedo še Meti Hočevar, prosim, Meta. Se je bilo pravzaprav že praktično vse povedano. Mogoče bi le toliko dodala oziroma povedala, zakaj sem jaz nekako to, kar je že Aleš povedal zraven, ampak se v bistvu z dvoranami različnimi se ukvarjam že vse življenje. In jasno, da je razlika med gledališčem in kinom, ne bom govorila zdaj o gledališču, to je jasno, ampak mislim, da osebno mene najbolj ob tej priliki zanimala ta dve plati. Ena stvar je z mesta, to se pravi, kako spodbuditi te lastnike zemljišč v centralnem delu mesta, da bi majhne fantazije imeli, pa ne bi samo povsod predvideli, koliko kvadratnih metrov, koliko je denarja, koliko je Nobel stanovanj, pa koliko je administracije, pa koliko je hotelov. Skratka, doslej, kar sledim, te različne spremembe v urbanizmu Ljubljana, še nisem naletela na nekoga, ki bi vključil tudi eno kulturo noter. Tega ni bilo. To je en problem, ki se mi zdi bistven, preden je karkoli lahko se napravi. To se pravi, kako te lastnike kapitala z velikimi kvadratnimi metri toliko spodbuden, da vidijo tudi v tem neko kvaliteto oziroma ne samo dobro za mesto, ampak tudi za njih. Ampak to je ena plat, ki seveda ne paše k temu, s čimer se ukvarjam. Druga zadeva so pa seveda dvorane. Namreč namen kina je to dvorano dobro videti v dobrih pogojih. Skratka, če vzamemo 30-40 let nazaj, ko so bile kinodvorane razprodane, kar jih je pač bilo Union, Komuna, pozneje še Vič, pa Sloga, so bile masovne, to se pravi, to, kar je že Aleš povedal. Je bilo recimo 500 gledalcev, vsi smo se zdrenjali, karta več in tako naprej, ker ni bilo kar tako normalno, da prideš do karte. Potem je pa od tistega časa z razvojem tehnologije prihajalo do tega, da ni več množica, ki gleda film, ampak da je praktično posameznik. Nenadoma gledaš doma na VHS-u ali na DVD-ju ali na računalniku ali pa celo na telefonu. In se je to postalo nekaj popolnoma drugega, ker si ti kot individuum nekaj gledal, komuniciral s filmom. Kar seveda še zmeraj ostane tudi v kinu. Mislim pa, da je potrebno, tle se je potem zdaj, hvala Bogu, začeli to razpirati, to se pravi, da so dvorane ne več za 500 ljudi iz dveh razlogov. En razlog je, ker je to nesmisel, drug razlog je ker ne moreš skozi take dvorane napolniti. Tretji razlog je pa vsebina, ki jo posamezen film daje. To se pravi, posamezni film komunicira dobro v velikem prostoru, eno v manjšem prostoru, to je na en stran, na drug stran pa glede na vsebino komunicira z manjšo grupo. Ker mi danes nimamo več ene publike, ampak mi imamo različne publike. In ta vid teh različnih publik je zelo, publika občinstvu, moram reči, se mi zdi zelo pomembna. Tako da mislim, da jaz ne bi govorila o trendu, ki je danes, ki ga je treba zasledovati, ampak v tej perspektivi, v temu razpadu masovnosti občinstva na posamezne grupe, ki se združijo ob določenem tipu umetniškega dela. Pa to lahko govorimo o kinu, ali o teatru, ali o likovnem delu, o muzejih, o galerijah. Vi lahko opazujete to različnost različnih občinstev.
To je naslednja stvar, ki se mi zdi zelo zanimiva, na katero je treba računati. In Kinodvor seveda zelo dobro programira filme, kateri filmi so tu, za koliko ljudi, kjer film sem ne gre ali pa gre, ne? Mislim, pa ne govorim zdaj o tehnologiji, govorim o enem občutju, eni štimungi, ki jo posamezen film daje. Zdaj, naslednja stvar, ki se mi zdi pa tudi zanimiva za razmislek o tem, jaz ne bi govorila tudi ne govorim o projektih, ampak govorim o programu, kaj pravzaprav to je pa seveda prostor, to, ki je tudi Aleš že omenil, potreba po temu umestnemu filtru med tem, ko sem zunaj, ko sem v enem realnem svetu in med tem, ko se usedem in ko me film zagrabi. Skratka, ta umesen prostor, tle se zelo dobro vidi že zametek, imate knjižnico, imate videoteko, je bife oziroma kavarna, je galerija in mislim, da je to zelo, zelo pomembno, ker včasih se je šlo v Kino Union, pa na Golaš v Klet Union, ali pa v Kino Komuna, pa v Rio na neki. Mislim, ta povezava, ker ti težko izstopiš iz kina in kar naravnost, kar nekaj drugega. Mislim, ta obisk dobrega filma potegne za sabo vsaj 1 uro ali pa 2 uri nekega razmisleka, nekega počasnega sestopanja iz neke izjemno iluzije, nečesa, kar te se dotakne čustveno v realen svet. In ta čas je zelo pomemben kot priprava na začetek gledanja in kot odmev konca gledanja. To se mi zdi, da recimo, kamorkoli greste, tudi po svetu, ali pa kaj, jaz vem, Dunaj ima veliko teh malih kinov, sigurno so vedeli, kaj morajo zraven postaviti, ali so se pa sami razvile razne gostilnice ali barčki. Ne. Tako da, skratka, to ni seveda edina zadeva, ne, ki je lahko zraven. Ampak mislim, da je treba točno na to pot, ta čas, ki ga človek preživi, kako se stopiš iz zunanjosti, iz realnega, koliko rabiš časa in prostora, seveda, ker čas je prostor, za pripravo, da greš na posamezen film. In izstop iz filma, se mi zdi to zelo, zelo pomembno. Izstop, tako če nehate dobro knjigo brati, koliko časa vam še, film je isto, se ne morete kar nekaj pol pa 10. delati. Tako da tle so bolj mogoče sociološke, psihološke stvari. Hvala, se mislim, da je dovolj za enkrat. Torej, kaj je še ostalo za povedati, glede na to, da sta moja sogovornika oziroma kolega že povedala večino teh izhodiščnih ključnih tem, ampak kljub vsemu bomo poskušali še kaj. Torej, kaj pravzaprav nas povezuje, recimo arhitekte, z filmom ali pa z ostalimi umetnostmi? Mislim, da danes težko delamo jasne ločnice med umetniškimi disciplinami, če smemo temu pogojno reči, da vse te naše, s katerimi se danes ukvarjamo in o katerih danes govorimo, so umetniške discipline v svojih najboljših ali pa kvalitetnih izdelkih. Mislim, da sploh mlada generacija teh meja sploh ne doživlja več tako zelo strogo in striktno, kot jih je nekako, morda tudi so jih še starejše generacije. Še vedno ostaja avtonomija znotraj strok, ostaja jezik, ostaja pravila, ostaja pač nek diskurs in tako naprej, teorija, zgodovina, neke stroke, ampak hkrati se pa te stvari že precej prepletajo. Ne? In, ne vem, mislim, da od Goetheja naprej in Schillerja se govori, da je arhitektura kot zamrznjena glasba, ne? Se pravi spet neka sorodnost v kompoziciji, v ritmih, v melodiki, ampak prenešena v drugi medij, tako bi se verjetno dalo najti neko analogijo, dosti jasno tudi med tem še razširjenim medijem, torej filma, ki vključuje od glasbe, naracije, slike in vsega. Torej zelo celostno vse skupaj in ko arhitekti recimo snujemo prostor in smo znotraj ustvarjalnega procesa, je to zelo živ proces, ki je odprt, kjer se seveda srečujemo z ljudmi, z prostorom,
z temami, smo tudi terapeuti za naročnike, ko je potrebno in tako naprej, ampak prostor doživljamo tudi skozi zelo dinamične na nek način sekvence, če lahko temu tako rečemo. Ne? Ko se sprehajamo skozi mestno jedro ali pa tudi skozi hišo, je to na nek način neprestano spreminjanje pogledov, kompozicij, sekvenc, kadriranje. Ne? Torej, te analogije obstajajo, ne? Tudi obstajajo študije, verjetno, morda jih poznate tudi bolj natančno, pri nas vemo, da je gospod Palasma tudi napisal eno debelejšo knjigo pred leti na temo prostorov znotraj filma. Vemo pa tudi, da obstajajo ti, vsaj naša generacija, še ti zelo senzibilni režiserji, ki so deloma ali celo bili po poreklu arhitekti, kot je recimo Antonioni z svojim opusom, ki je tudi zelo senzibilen, ne zgolj v prostorskem smislu, ampak tudi v socialnem, družbenem, psihološkem. In potem Tarkovski, da ne govorimo o teh velikih mojstrih za svojo izjemno občutljivostjo do prostora, Bergman, Wenders in tako naprej. In mislim, da so to ti recimo zunanji vplivi v naš strokovni prostor, ki so večkrat zelo, zelo dobrodošli, ki razširajo percepcijo nekega strokovnega polja in ki so ga, kakor smo uspeli temu tudi slediti, tudi študentje na zelo zanimiv in kreativen način vključevali v svojo na nek način to kreativno pot. Namreč na koncu koncev, če se arhitektura naredi, je več ali manj na koncu neke vrste kristalizacija, torej postanejo zidovi, prostori, ki ostanejo, sve so lahko bolj ali manj temporalni ali pa so elementi, ki so premični in to, ampak kljub vsemu je to nekaj, kar je zaustavljeno. In zato ta živi del, ki pa gre skoznje, se pravi življenje ljudi, način doživljanja in tako naprej, je tisto, kar nam morda včasih potem malo manjka in zato to kraje sodelujemo in gremo onkraj meja in smo po svoje tudi navdušeni nad drugimi mediji in obiskujemo. Jaz osebno moram reči, da je to zadnja oaza, tako rekoč v mestu, po tem, kar sta že Aleš in Meta rekla, po tem, ko so filmi zapustili središče, zadnja oaza, kamor še pribežim, kjer vem, da kdajkoli mi ostane tisti drobec časa, bom naletel na dober film. Seveda si pa tudi zberem, to ponavadi že pozno zvečer, ko nam ostane ta čas. In vse to, kar je tudi Meta prej povedala, se mi zdi, da je eden od ključnih momentov, se pravi ta dualizem mestnega konteksta, torej urbane kulture, v katero mi neko strukturo, recimo, če pogojno jo tako poimenujemo, ustavimo v nek mestni kontekst. Spravi, to je nekaj, kar dopolnjuje tkivo, urbano tkivo mesta, ne, in je morda ta deduktiven prestop od zunaj navznoter in takrat še niti ni nujno, da vemo natančno, kakšna je vsebina. Torej, kontekst ali pa kontekstualizem v tem smislu je to, da mi plast po plast nekako skoraj palimpsestno dodajamo nove sloje na zgodovino mesta. Ne. Od znotraj pa ta programski moment, se pravi je pa to, da pa nek kino z večjimi dvoranami in z programom pa kljub vsemu neko svojo zelo specifično, zelo značilno logiko delovanja. Ne. In tu zdaj, če pogledamo v skrajnosti, ta črna škatla, ne, neke kinodvorane ali ta black box, tako imenovani, ne, je nekaj, kar je v nasprotju s tem, kar bi radi v mestu, se pravi, da se sproži ta pretok v nekem mestnem parterju ali pa sicer tudi, ko nek nov objekt z novim programom kulturnim vstopi v neko mestno jedro, da ga oživi, da postane nek impuls, ki prinese neko kulturno dodano vrednost v neko četrt in tako naprej. Ne. In zato je ta umestna cona toliko pomembnejša, se pravi, da se ne fokusiramo zgolj na črno škatlo, ne. Mislim, da v Mariboru onkraj same arhitekture, ne, Kolosej je prav taka črna škatla. Ne. Skratka, da je ta umestni prostor, prostor srečevanja, prostor kulture, prostor tudi nekega obreda. Mislim, da ta vulgarizacija in profanizacija filma ni zgolj to, da se je umaknil iz centra, ampak je tudi to, da je dejansko šel v te druge medije. Televizija je pobrala ogromno, tudi se mi zdi, tega prostora, zdaj še mobi, ne. Spravi, ta atomizacija, ne, kjer smo tako že bistveno preveč ob računalniških ekranih in potem še tisto, kar nam ostane prostega časa, ostaneš zaprt v svoj mikrokozmos in pravzaprav te izmenjave in tega srečevanja ni. Kino z svojim prostorom v mestu, integriran v urbani živ, žal je pa razlog in izgovor, da se ta obred spet zgodi, da srečaš prijatelja, da srečaš na vse zadnje nekoga,
kot presenečenje v kavarni oziroma v knjižnici, sposoji, nakupu in da se z njim lahko pogovoriš pred kinom, po kinu, vse to, kar je Meta prej lepo povedala, ne, ta obred, skoraj neke vrste iniciacije, ne, da vstopiš, greš v to črno škatlo, ne, na nek način doživiš neko notranjo transformacijo, se pravi, kljub vsemu te film obogati, ne, tu moram reči, da moja percepcija filma je izrazito ta, da to ni zgolj užitek, nek žižkovski ali kak drugačen lakanovski, ampak je to predvsem poglabljanje in razširjanje neke osebnostne percepcije in rasti tudi, ne, se pravi, zato pa je pogoj, da je film kvaliteten, ne, in da dejansko ta plaža, te vulgarizacije, ne, ki je šla na robove ali pa v te suburbane sredine, čeprav ne vedno in zgolj, ne, pač je tista, ki ti na nek način te možnosti skoraj ne ponudi. Zato pa mislim, da ta sidrišča, kot je Kinodvor z kvalitetnim programom in tudi z možnostjo tega prehajanja in srečevanja, so toliko bolj pomembna. Ne. Tako da mislim, da to na nek način, dal bi se še govoriti, mislim, da bojo morali še študentje kaj povedati. Morda sam še to, da dodam, Aleš je že prej omenil, 3 lokacije so tu, ena izrazito urbana, torej Nazorjeva, ne, torej v neposrednem, čeprav tudi malo že tako na strani Nazorjeva ni več del tega utripa ob Ljubljanci, ki je spet, to, kar je bilo tudi že omenjeno, izrazito skomercializiran in vulgariziran z vsemi temi tobogani in preveč razširjenimi gostinskimi vrtovi. Torej, mesto gre v tem smislu bistveno predaleč in mi se komaj še prebijamo skozi mestno središče čez poletje, torej vi tudi verjetno, ne, in tu bi kljub vsemu bilo dobro razmisliti, kam naj gre kulturna politika mesta in mislim, da je tak projekt ena taka protiutež oziroma ki skozi neko kulturno rezistenco in drugačen program vnaša notri tiste vsebine, ki so tudi primarno za prebivalce, čeprav tudi za obiskovalce, ne pa zgolj v smeri te turistifikacije. Ne. Torej, ta Nazorjeva, zelo zanimiva lokacija, vse lokacije mislim, da so bile tehtno izbrane kot neki potenciali za, mi temu rečemo, plombe ali pa interpolacije urbane. Druga je tam pol na Bregu, ena zelo na nek način anonimna, ne, torej skoraj ruralna, ki v ozadju je že Krakovo, ne, kjer je bil velik izziv tudi za študente, kako združiti recimo nek izrazito sodoben, transparenten nagovor takega centra, ki ne sme biti zgolj zaprta škatla, kot smo rekli, ne, ampak komunicirati in hkrati se prilagoditi temu kontekstu, to je to, kar sem prej govoril, se pravi nekemu merilu mesta, ki je vedno znova odvisen od tam, kje smo, kakšne so višine, gostote. In še tretja pa na podaljšku Aškerčeve, ne, proti trgu mladinskih delovnih, kot tudi na pol urbana, če imamo v zaledju, torej že precej urbana, ampak ima v sredi tudi neko zeleno jedro, kjer je pa spet nek drug nagovor in drugačne rešitve. Tudi kvantitativno, kaj premore, kaj prenese kakšna lokacija. Mislim, da so tu študentje tudi z povabilom atmosfer, torej ne zgolj zidov in proporcij in konstrukcij, ampak ne vem, tam smo gledali, ne, voda od Tarkovskega, kako jo svetlobo od kogarkoli drugega, ne, kako to percepcijo, ki je specifična bolj za film, na nek način prenesti v doživljanje arhitekture, v to globjo percepcijsko zmožnost. Mislim, da tle še, morda sam še to pa končam, da tudi te sodobne znanosti, recimo nevrobiološke in druge deloma, mislim, da to že dokazujejo, da je pa dobro, da to morda še globje spoznamo, da doživljanje kina oziroma filma, neke kvalitetne kulturne umetniške vsebine v takem okolju, ko si znotraj prostora in na nek način se globje identificiraš, tem te na nek način zalije ali pa s tem, da ga imaš nekje na objektku in seva je tudi na tej čist fiziološki ravni različno, ne, in da to so kakovosti, okoli kateri bi bilo dobro govoriti, da vemo, kje te lahko neka dobra vsebina res pograbi od znotraj, kje pa ostaja nekje na distanci tega površinske, potrošniške nekak konzuma kulture, ne, pop kulture. Hvala. Najlepša hvala. Ima mogoče kdo kakšno vprašanje oziroma bi mogoče kdo od študentov še k temu kaj dodal z mikrofonom? Ne? No, kot že prej omenjeno, lahko boste pač
Lahko boste pač študenti ali pa naše goste povprašali kaj na sami razstavi, tako da jaz bi vas kar vse skupaj povabil, da se preselimo tja in si pogledamo ta novi kino za Ljubljano.